Draž, kako si videl to tekmo izrazitih dveh različnih polčasov? Tvoj je bil izjemen, tisti drugi je bil malo nekoliko drugačen, kako si to skupaj videl? Dobar, ja. Naš prvi polčas je bil res dober. Mogoče bi lahko dosegal še kakšen zadetek in sem prepričan, da če bi bilo 3:0, da se ne bi odvila tako tekma drugi polčas. Drugi polčas pa mogoče so Romuni malo dvignili tempo, mogoče smo mišli malo bolj jalovo v drugi polčas in posledica je bila taka, da smo dobili gol, ampak na koncu smo zgarali do konca in zasluženo zmagali, če pogledamo izrazito samo šanse. Boste znali potegniti iz te tekme in tisto najboljše, bilo je kar veliko tega in tista neka opozorila, kaj gre lahko narobe? Definitivno moramo graditi na prvem polčasu, ampak drugega sigurno ne smemo ignorirati. In v prihodnje v kvalifikacijah moramo imeti 2 prva polčasa in definitivno treba graditi. Vidi se, da si v formi, zadetek, akcije, sodelovanje, pošiljaš soigralca v priložnost. Kako vidiš to? Ja, enostavno, ko si v ritmu, se pozna in se poznajo tudi dobre igre v klubu in tudi v klubu nam gre dobro, zmagujemo, imaš potem veliko samozavesti, zmagovalna mentaliteta in se prenese tudi na tekme reprezentance in danes je bilo res par lepih akcij, se pravim, škoda, ker nismo dali kakšen gol več, ampak dobro, zmagi sem gledal z obe, sploh pa ne v lahkem gostovanju v Romuniji, konec te pol sezone, recimo kratek premor in se pravim, zaslužena zmaga. Zdi se nekako, da je reprezentanca ujela tisti ritem, ko tudi če kdaj grejo stvari narobe, se vsem dobro konča oziroma se obrne v pravo smer, zdržite. Je to tisto, kar je mogoče najbolj manjkalo v preteklosti? To je najbolj pomembno. Sej realno na tem nivoju tudi druge reprezentance imajo kvaliteto, znajo igrati, ampak tako kot si sam rekel, takrat, ko ne gre, pa vseeno odnese zmago, čeprav se pravi, prvi polčas je bil res vrhunski, ampak kljub temu, da ni 2:2, končal se je 1:2 in gremo zmago domov in to je najpomembneje. No, včasih smo odigrali dobro, mogoče boljš celotno gledano, kakor danes, pa na koncu izgubili. Ne, se vidi, da smo nanizali par dobrih rezultatov in se pozna na igrišču. Koliko pomembno je zdaj dodati še eno tekmo recimo s pozitivnim dobrim rezultatom, da bi potem že bil res lep paket popotnice za kvalifikacije? Izredno pomembno, predvsem zato, ker igramo doma, upam, da bojo polne Stožice. Takle imamo, Slovenci. Ja, Čerinovič. Ne, v glavnem, izredno pomembno zato, ker igramo doma in upam, da bojo polne Stožice, da se lahko poslovimo v tem letu zmago in mi bomo absolutno vse naredili za to. Zanimanje za reprezentanco raste, kot si že rekel, misliš, da bodo navijači to znali nagraditi, da vas nekako pošljejo na ta most proti marcu, proti kvalifikacijam, s čim boljšimi občutki? Sigurno. V zadnjih letih treba dati roko na srce, nismo veliko dosegali, ampak s parimi dobrimi rezultati so bile Stožice polne proti Norveški in odlična atmosfera in stopijo za nami vedno, ko treba, ko malo pokažemo. Se veseliš naslednjih kvalifikacij, zdaj stvari se očitno res zlagajo v pravo smer? Izredno veselim. Mariš, kaj? Tudi zato recimo, ker toliko priložnosti kot danes pa Slovenija že res dolgo ni ustvarila, verjetno za napadalca, tudi ti uživaš. Sjajno se dopolnjujete, to danes je izgleda kot Brazilija. Hvala, se strinjam. Veliko tekem je bilo za reprezentanco, odkar sem jih odigral, pa nisem niti povohal gola. In mislim, da je res normalno pomaga, ko je partner v napadu, Češko, in je dosti lažje priti do šanse, če imaš dva napadalca na igrišču. In upam, da bo čim več takih tekem, ampak da mogoče vseeno damo še kakšen gol več na take priložnosti. Na igrišču in takrat, ko je izgledal mogoče celo najboljš v dolgem obdobju in takrat, ko je malce zaškripalo, pa ste vse nekako izvlekli, kako si ti videl? Ja, kot ste rekli, se strinjam z vami, prvi polčas smo odigrali odlično tekmo, škoda, da nismo zabili še kakšen zadetek več, ker smo si res zaslužili. Pa drug polčas pa smo pokazali, kakšen je lahko nogomet. Iz vrhunskega trenutka lahko padeš v eno krizo, ampak je najbolj pomembno, da smo mi to zdržali, da smo na koncu kljub težkemu pritisku tekmo zmagali. Res, da je tudi naš golman Jan Oblak imel dosti lepih obramb, ampak tudi
Na koncu zadnjih mogoče 10 minut smo tudi mi imeli par lepih protinapadov, kjer bi lahko iztržili več, ampak mislim, da pač se moramo naučiti nekaj iz tega, pogledati dobre stvari iz prvega polčasa, ampak nikako ne smemo biti zadovoljni z drugim polčasom, seveda pač, da smo zmagali, ampak v tem, to je prijateljska tekma, moramo se malo fokusirati na ta drugi polčas in popraviti te napake, ampak kljub temu smo lahko vsi zadovoljni, ker pokazujemo iz tekme v tekmo, da smo res kvalitetni. Oktobra si v Ligi narodov igral višje, danes ste selektor premikov in prvi polčas bolj nazaj in drugi polčas bolj naprej, verjetno si na voljo za karkoli. Ja, vedno, kot sem tudi prej govoril, karkoli mi bojo dali, jaz bom probal delati maksimalno, mogoče bo včasih bolj slabše, ampak vem, da bom dal vedno svoj maksimum za to ekipo, kakor vsi ostali. In mislim, da nas to zdaj dviguje, ker res puščamo srce na igrišču in se trudimo en za drugega. Tista akcija za prvi gol, zelo dobro sta delovala s Sandijem na tistem desnem boku, tista akcija pa je bila pravzaprav krona tega, plus potem, da si ti vse tako zaključil, kot je treba in Beni seveda pospravil zadevo noter. Kako si ti to videl? Ja, res je lepa akcija, Sandi mi je lepo odvlekel levega bočnega branilca, mi je dal žogo, jaz sem si lepo sprejel žogo naprej, sem videl prazen prostor, sem potegnil in videl sem 3 igralce, ne samo Šeškota, če Šeško ne bi zabil, sem videl tudi Šporara in Verbiča vzadi, kar pomeni, da je to tudi zelo dobro, ker napadamo 16 metrov, ampak, kot sem rekel, vedno je lažje, ko potem to asistenco napadalec pospravi v gol. In mislim, da iz tekme v tekmo vidimo, da imamo res vrhunske napadalce in upam, da bo tako nadaljevalo. Zdiš se v formi, trd v dvobojih, mehak na žogi, petke, ne manjka ničesar. Čutiš tudi sam tako? Ja, hvala. Iskreno povedano, malo se čutim tudi, kako bi rekel, nogometaši razumemo, malo težke noge, ampak mislim, da je to normalno po težkih tekmah v klubu, ampak pač hvala na lepih besedah. Me veseli pač vedno, ko odigram dobro tekmo v klubu ali pa za reprezentanco, mi to veliko pomeni. Hvala lepa. Hvala.